Najprej vsem skupaj dober večer. Zbrali smo se na 195. srečanju Društva za srečno življenje Belis in na 6. rednem občnem zboru. V tej uri, ki nam je zdaj ostala, sem pripravil za nas, bom rekel, eno tako zadevo, ki se tiče našega letnega poročila. Upam, da ste ga dobili, da ste ga prelistali. In mogoče bi, glede na to, da je pač to 200 strani, na kratko povedal, kaj pravzaprav letno poročilo sploh. Torej, letno poročilo Društva za srečno življenje Belis v letu 2024, torej v preteklem letu, kot ste videli, smo bili zelo aktivni. To poročilo poudarja v prvi stvari trajnost in pomembnost združevanja, predvsem državljanov in služenja družbi. Izpostavljeni so v glavnem prispevki v tem našem poročilu, 200 strani, sodelavci, ki so pripomogli, bom rekel, k ustvarjanju poročila, in v imenu celotnega društva, v imenu vseh nas, ki smo tukaj, izrekam vsakemu posebej srčna hvala vsem, ki ste danes zbrani tudi tukaj na Zoomu, in vsem, ki nas spremljate online, ki ste kakorkoli pripomogli, da v bistvu se zbiramo, razpravljamo, ugotavljamo in tudi proaktivno aktiramo v družbi. Še enkrat vsakemu posebej in vsem skupaj srčna hvala. Predlagam seveda, da od tega trenutka, ko sem se zahvalil, da ta hvala je tudi potem prošnja za sodelovanje naprej, da delamo naprej, da držimo skupaj, da se učimo in si medsebojno pomagamo. Edino tako bomo lažje prebrodili kakšne cunamije, visoke valove, pa seveda, kadar bo sonce in lepo vreme, tudi kakšno druženje skupaj. Tako da uradno se vam izreka vsem zahvala, ki ste svojim delom omogočili realizacijo tega projekta, ki je danes pred nami v 2 fazah, letno poročilo in pa aneks, ki je velika ključna zadeva, vendar o tem nekoliko kasneje. Danes pa predstavljam ključne teme in informacije iz letnega poročila 2024 za društvo. In poudarek je v glavnem na ciljih, ki smo jih uresničili v letu 2024, na strukturi, članstvu, namenu poročila in vse, kar je zbrano skupaj. Tudi vse težave, ki smo jih imeli in ki so nam jih pač z veseljem pripravljali, ne vem kdo, kaj imajo od tega drugi ljudje, vendar pa gledajte, pomen državljanske udeležbe in odgovornosti je to, da to naše poročilo poudarja, da javno združevanje državljanov ni funkcija, ki jo podeljuje neko ministrstvo, tako kot piše na prvi strani lista, ampak je priložnost, ustavna naloga in dolžnost za prispevanje k boljši družbi. Torej, javno združevanje državljanov, ponavljam, ni funkcija, ki ga podeljuje neko ministrstvo ali pa da nekomu dovoljenje, da se lahko nekje združuje, nekaj dela ali pa naroča, kaj bo nekdo delal, ampak je to samoiniciativno, prostovoljno delo, društvo, in je to priložnost ter naša ustavna naloga in dolžnost, da naredimo nekaj dobrega, najprej zase in seveda posredno tudi za družbo. Da delujemo kot zgled. Hkrati pa je v poročilu predstavljeno tudi mednarodno članstvo in pa na nek način obseg društva. Društvo se ponaša z velikim številom članov, tako da smo zelo hvaležni in zadovoljni, in to tudi iz različnih držav, kot ste videli. S tem se poudarja, bom rekel, tudi mednarodna narava, mednarodno sodelovanje in tudi nenazadnje mednaroden vpliv društva, pa da ne boste mislili, da nas marsikje tudi že precej posnemajo, pokličejo, vprašajo, kako se kakšne stvari naredijo. Ko pošljemo to našo tedensko poročilo, je tudi večjezično, tako da je dostopno. Danes pri teh internetnih tehnologijah se to tudi zelo hitro da prevesti. Tako da z Googlom je sicer malo težava, ker po svoje prevaja, ampak so pa druge tehnologije, ki so pa dosti dobre postale v tem času. Poročilo poudarja predvsem
moralne in etične odgovornosti vodstva društva do vas članov. In obratno, tudi z druge strani občutimo, da nas podpirate v društvu, tako da smo kot en organizem. Tako da srčna hvala. Je pa tako, moram vam povedati, da to poročilo v našem društvu ne služi kot formalni, bom rekel, zakonsko predpisani dokument, kot so letna poročila, ki jih nevladne organizacije morajo predložiti zaradi tega, ker dobivajo denar od države in so zato dolžne dati letno poročilo, ker je vse vezano v današnjem času na poslovni uspeh in na finance. Pri drugih stvarih, to, kar se zdaj dogaja, kot vidite, da se mnoga društva zapirajo, ker USAID ukinja sredstva po celem svetu, tako da se dogajajo čudne stvari. Torej, mi delujemo sami, neodvisno, sami sebe vzdržujemo in na ta način tudi seveda lažje delujemo. In to poročilo je predvsem, še enkrat ponavljam, izraz moralne in etične odgovornosti vodstva in do vseh članov društva. In naš namen je približati z našim delom ključne nacionalne in mednarodne cilje Društva za srečno življenje. In pa seveda širši javnosti. In spodbuditi k sodelovanju pri ustvarjanju predvsem skupnih vrednot. Mi se združujemo, ker smo se začutili, ker imamo iste cilje, včasih tudi iste težave in ne nazadnje tudi iste vrednote. S tem želimo spodbuditi vsakega izmed nas, vsakega posameznika, tudi seveda izven društva, vsakega pobudnika oziroma simpatizerja k razmišljanju in tudi k sodelovanju, če se želi pridružiti ali kakorkoli drugače, soustvarjati skupne vrednote, ki so vpete v našo, bom rekel, skupno prihodnost. Skupno prihodnost si delamo pa sami. Če bomo čakali vlado, ne bo dober. Če bomo čakali ministrstva, tudi ne bo dober. Če bomo čakali, da bo kdo namesto nas nekaj naredil, tudi ne bo dober. Zato ponovno zahvala vsem sodelavcem in naše poročilo, ki ga imate seveda pred seboj, večkrat izpostavlja pomen strokovne pomoči, predanosti in zavzetosti, predvsem tudi pri nastanku tega poročila. Veliko ljudi je bilo vključenih, tako da vsem, ki ste bili vključeni, srčna hvala za pomoč. Posebna zahvala gre strokovni skupini Društva za srečno življenje Belis, ki ste svojimi znanji, izkušnjami pomagali z lektorskim, uredniškim, grafičnim, oblikovalskim, številčnim, drugi nevidni stvari, računovodske in ne vem, kaj vse je bilo v ozadju, niti se ne spomnim več, ampak res za uresničitev tega projekta srčna hvala vsem za pomoč. Tako da, evo, to naše letno poročilo Društva za srečno življenje Belis v letu 2024 odraža močno zavezo k državljanski udeležbi, transparentnosti in pa, kot smo že rekli, mednarodnemu sodelovanju. Namen letnega poročila pa je približati ključne nacionalne in mednarodne cilje. Da se med seboj združujemo, si pomagamo, si povemo in da se to pred oči seveda tudi širši javnosti. In da se posameznika, ki se išče, ki ne ve v določeni situaciji, težavi, problemu, kaj narediti, seveda je slišal tam, je neko Belis društvo, kjer se ljudje združujejo in si pomagajo v različnih življenjskih situacijah. In to posameznike seveda prisili k razmisleku in sodelovanju pri ustvarjanju, bom rekel, skupnih vrednot, naših skupnih vrednot, ki so vpete v skupno prihodnost. To je zelo pomembno, predvsem do članov, kot boste videli, da si dokažemo in pokažemo medsebojno spoštovanje, zaupanje, ki ga člani namenjate društvu in društvo potem seveda to spoštovanje tudi vrača svojo aktivnostjo, znanjem in medsebojno komunikacijo, ki je pa ključna. Tega se rojevajo pa temeljne vrednote. In ključno sporočilo za javnost v letu 2024 z našim letnim poročilom ni le pregled delovanja dosežkov, ampak tudi globoko premišljena izjava o odgovornosti, etiki, duhovnem vodstvu, ki ga društvo ponuja svojim članom in pa tudi širši skupnosti. Vse to, gledajte, smo zasnovali v vodstvu z namenom, da se vsakemu posamezniku približa poslanstvo in cilj, ki presega zgolj vsakodnevno skrb,
To poročilo, ki ga imate danes pred seboj, vabi k sodelovanju, refleksiji iz preteklosti v prihodnost. In to ustvarjamo skupaj. V tem letu 2024, ki je preteklo, smo predstavljali ključne vrednote, predvsem, če se spomnite, solidarnost, odgovornost in pa zavedanje o pomembnosti lastnega prispevka v lokalni in globalni kontekst. Če ste opazili, da z začetkom poročila v društvu je prva stvar, ki jo povemo, hvala vam, brez vas to ne bi moglo nastati. Še posebej vsem tistim, ki se aktivno vključujete v projekt. Nadalje poročilo ne beži, bom rekel tako, ne beži pred nujnostjo kritičnega razmisleka o trenutnih družbenih in političnih sistemih. Mi smo se precej veliko ukvarjali z državno zadolženostjo, z prezirom morale in etike do lastnega naroda, dajanje prednosti tujim organizacijam, tujim ljudem, tujim financam. Včasih morda celo tako poniževalnega odnosa, da smo vsi storilci v tej državi, vsi smo krivci v tej državi. Ravno prej smo se pogovarjali, je prišlo sodno pismo in prva stvar, ki piše gor, storilec, krivec. Še pisma niti ne dobiš, niti ne veš, za katero stvar gre, si že kriv, si že storilec. Ne? Se pravi, gre za en očitek, ki te že v podzavesti dela krivega. Gre to za stigmatizacijo, ki je nedopustna, in proti takim stvarem se borimo, kajti to, kar pravna stroka počne z normalnimi ljudmi, ki vsakodnevno delamo, služimo kruh in se borimo z življenjem, da ti nekdo reče storilec in krivec, je to zelo, zelo grdo. Potem smo priča blazni podivjani privatizaciji zasebnega premoženja, ki si ga lasti država. Država se pa obnaša, kot da je zasebni lastnik državnega premoženja. To so nedopustne stvari, ki smo jih opažali skozi vse leto 2024 in to je tudi poudarjeno skozi razne videokonference, ki smo jih imeli, skozi razna poročila, pogovore in predvsem, bom rekel, tudi skozi torkove večere, ki smo jih imeli kar precej, ko smo debatirali o državnem angažmaju k prepoznavanju dolžnosti in odgovornosti do skupnosti. Marsikateri problem smo izpostavili, mislim, da se je tudi družbeno razširil, razplamtel, predvsem o elektriki in tako naprej, v tistem barvnem krogu, ko si mogel na 15 minut gledati, koliko elektrike boš pokuril, pa katero tarifo boš padel noter. A veste, in društvo je osvetlilo v tem pogledu tudi kritično analizo dogodkov, ki so zaznamovali zadnje leta, predvsem COVID, ki se še kar vleče, ta podaljšani COVID, to še kar mislijo, da smo še kar v virusih. Ti virusi so zdaj, veste, naredili neko transmutacijo. Prej so bili biovirusi, s katerim si kihal, kašljal, in je to bilo sramotno, če si na cesti kihnil. So te vsi gledali, to je pa bolan, tam ima pa COVID. Danes je pa tako, dragi moji, zdaj pa je pa virus drugje, zdaj se je pa virus znašel v računalniku in ta virus je pa treba seveda cepiti tako, da te blokirajo. In glih danes sem poslušal en nagovor predsednice Evropske komisije, ki je rekla, zdaj v računalniku so virusi, to je misinformacija, dezinformacija, vse te stvari je treba seveda zdaj to takoj, naši sistemi zaznajo, to je treba cepiti, blokirati. To je kot pri cepljenju, veste, vse vas bomo pocepili, kar boljše je preventiva kot kurativa. To je govorila danes, jaz nisem mogel verjeti, kar sem slišal. Nekdo, ki je na takem nivoju in takšne stvari govori, ki se spušča na zdravje, ki ni njegova politika, ki se spušča na IT področje, ki tudi ni njegova, bom rekel, stroka. Politik je tam zato, da se gre politiko in da služi ljudem. IT naj pusti internetnim strokovnjakom, medicino naj pusti medicinskim strokovnjakom in zdaj se vsi spuščajo v vse, zato je v bistvu zelo velika zmeda.